Ok, poroka je planirana za 15. maj, vemo, da bo v Črni gori in imela sem še eno omejitev glede lokacije. In to je, da mora biti v Podgorici ali v bližnji okolici Podgorice. Čisto simpel, zato ker je dost Miloševe familije iz severa in že tako imaš dost vožnje, da prideš do Podgorice, zdaj pa, da bi jih pa še do obale naprej, da bi se mogli voziti, pa tam nekje stanovanje vzemati v najem, pa to, pa pa tret. V glavnem, ful enih dodatnih problemov, ful enih dodatnih stroškov, v katere enostavno ne bi želeli dajati goste. Po drugi strani vsi moji, ki bojo prišli iz Slovenije, vsi tisti, ki bojo prileteli z avionom, priletijo v Podgorico. In enostavno bi oni isto mogli potem ali rentakar vzeti ali pa kakorkoli, da bi prišli do obale. Tako da sem se na koncu sprijaznila s tem, da bova naredila poroko v Podgorici. In na začetku sem jaz ful obupovala, ker sem bila tako, v Podgorici ni nobenega pametnega placa, vse so sam sale za vjenčanje, kar pomeni pač dvorana v restavraciji, kjer naguraš vse ljudi noter in potem se v istem prostoru se naredi ta obredni del, ceremonialni del, pride matičar in nevesta in ženin prideta noter, tam prav pač vse si povejo, kar si imajo zapovedati, da, in to je to, usedemo se in začnemo jesti. In to je bilo meni vedno tako ful neprijetno iz nekega razloga. Tako da sem rekla, jaz tega ful ne bi želela. Jaz bi rada imela vsaj majčken ločeno tam, kjer se bo zgodila ceremonija in tam, kjer se bo jedel. Pač vsaj to, da ljudje vstanejo, da ne sedijo za mizo, dokler se dogaja ta ceremonialni del. In potem si je Tjaša še zaželela, da bi bilo to vzuni, kar so mi vsi takoj začeli govoriti, joj, pa kaj, če bo dež, pa tret, kar je bilo meni ful zanimivo. Glede na to, da ima Podgorica največ sončnih dni statistično, mislim, da v Evropi. In mi je bilo to tako, ljudje, dajte malo rizika vzeti. V glavnem, midva nisva imela namen, da že zdaj greva zbirati, kje se bo dogajala poroka, ampak se je to zgodilo čisto spontano. Bila sva v enem specifičnem delu Podgorice, ki je znan po tem, da je tam ogromno ploščic, da se prodaja, in ko sva gledala, katere ploščice bi dala noter v hišo, in v kopalnico in v kuhinjo in vse te zadeve, to bomo v enih posebnih videih obravnavali. Miloš mi pravi, veš kaj, kolegica mi je rekla, da če greva še tam malo naprej, da je pa tam se odprla ena nova restavracija Troja, pa ajde, da greva pogledat za vsak slučaj, kako izgleda, mogoče nama je pa všeč. In midva greva naprej in se tam odpeljava. Mislim tako, ta del Podgorice je tako, mislim, ne da je malo shady, samo malo je pač vse razmetan, a ne, tako da to je bila že prva stvar, ki mi ni bila najbolj všeč, pač, ko se bojo gosti tam čez pelali, a veš, ni lih to del Podgorice, ki jih želiš pokazati svojim Slovencem, a ne. No, in midva prideva do te restavracije in dejansko noter je bilo dosti zanimivo, tako zelo retro, temen les, neki lampiončki. Interesantno, imeli so sicer neke bicikle gor po strehi, po stebrih, kar mi ni bilo čisto jasno, in rekli so, da teh biciklov ne morejo umakniti na mojo željo. In sem tako, ok, whatever. Imeli so tudi en vrt tam, kjer bi lahko midva vzuni naredila poroko, ampak je ta restavracija direkt zraven najbolj prometne ceste. In tako tovornjaki se mimo vozijo, ti naj bi pa tle imel poroko. Ni mi bilo njih najbolj všeč. In midva se usedeva v avto in da se bova peljala nazaj proti Podgorici in prava pismo, zdaj imava še malo cajta na voljo, a greva še kaj pogledat. Sem jaz rekla, meni je ena kolegica predložila, da greva pogledat staro kučo, kjer naj bi imeli isto dost super vrt od spredi, zdaj ne vem pa, kako je noter. Tako da ta opcijo B v slučaju, da bi bil dež, moramo pregledati. Midva prideva tle pred staro kučo. Vrt fenomenalen, breze, replika stare Podgorice, cerkvica, neki te tipični podgorički punkti, vsi narejeni, vse v kamnu, res
prelepo, prelepo, res wow. Navdušena sva bila takoj, kelner nama pokaže, kelner ful prijazen gospod, pokaže nam, kakšna je tudi dvorana noter, vse na novo so renovirali, kakšna je dvorana, kako dobro izgleda, kako bo pol to na koncu, kakšni stoli, kakšne bojo stole dali, kakšne bojo mize, vse. Sam da za cene pa za menije, pa vedela sva tudi, da imajo tam res dobro hrano, ker nam je to dosti pomembno, da je tudi kvalitetna hrana. In da za cene pa za menije, da to se morava pa z menedžerjem zmeniti in midva tako, ful dobro, wow, praktično odločena, da bomo tukaj imeli poroko, ampak z menedžerjem se bomo pa slišali čez vikend. In v tem vmesnem času, ker sva midva zelo tako, deva dobiti 3 resne ponudbe, pa se bomo pol odločali med njimi, sva rekla, ajde greva pogledati še kakšne druge stvari, pa vsekakor bomo za vikend se dobili z menedžerjem v Stare Kuče. In potem sva midva šla pogledati še Plavnico, ki je majčkeno ven iz Ljubljane. Majčkeno ven iz Podgorice, sred narave, to je v bistvu sred Skadarskega jezera skoraj. Narava buhti iz vsakega kota ven, majčkeno bolj oddaljeno je, sem pa jaz imela en pogoj. Sem rekla, Plavnica pride v poštev samo v primeru, če bojo prefarbali železno konstrukcijo, s katero je v bistvu, kjer je pokrit cel del okoli bazena, ker to je bilo rjasto in grozen. In pač jaz takih stvari ne morem spregledati. Jaz pač ne morem tako po svetu hoditi in mene te stvari ful zmotijo. Če stvari niso urejene, če se za stvari ne skrbi, če vidim, da imajo vsak vikend tam poroke, če vidim, da ogromne denarje pobirajo za poroke, ampak da se stvari ne vzdržujejo in da ne vlagajo v svoje prostore. Tako da sem rekla, predna sva šla samo v primeru, da so prebarvali te stropne zadeve, te konstrukcije, lahko vzameva Plavnico v obzir. In kaj se zgodi? Midva prideva tja, bila je korona, oni so imeli ful preveč časa in oni vse farbajo na veliko. In prav Miloš, evo, vidiš, tvoj pogoj so izpolnili, zdaj da vidimo, če bojo tudi ostale stvari izpolnili. In midva greva tja in začnemo se pogovarjati, malo gledamo, malo slikamo. Tudi v tem primeru bi lahko naredili del ceremonije nekje bolj v naravi, pa da se potem je ob bazenu ali pa celo noter v tej sami dvorani, če bi bil slučajno tok dež, ampak imamo opcije, tako da je bilo kar kul. Tudi cenovno so bili dosti v redu. In potem sva rekla, super, greva še pogledat najpopularnejšo lokacijo v Podgorici, oziroma lokacijo, ki se smatra za nekako najbolj prestižno, imanje Knjaz. Oni imajo 2 ogromne dvorane in to je pač tako najbolj fancy lokacija. Pač ves fenseraj se gre kaj poročiti. Meni je bilo to malo preveč vsega, ampak ajde, gremo pogledat. Pač ne moreš hoditi, če gremo pogledat. In gremo mi tja in slučajno se je na isti termin, kad sva midva prišla, so se nama eni gosti uštulali en par za isto gledati za te dvorane za poroko, se nam je uštulil pred nama. Tako da sva midva imela nekih 15 minut, ko sva pač tam bluzila, dokler nisva bila na vrsti. In midva za foro, greva sama prošetava čez vse te dvorane, 2 ogromne dvorane imajo, eno večjo, eno manjšo. In iz te večje dvorane jaz zagledam en vrt, eno teraso, ki ga do zdaj nisem videla, pa nikoli nisem bila tam. In midva odpreva vrata in greva ven na to teraso. In ta terasa prelepa. Isto vse lepo zelenilo, rože rastejo. Tisti, ki me spremljate na Instagramu, ste mogoče videli, kako sem race lovila tam. V glavnem pač res mi je dala en tak dober občutek. In jaz sem bila 100% usmerjena za Staro Kučo, tako da sem rekla, pač ta je lahko na 2., 3. mestu, nima veze. Interesantno mi je bilo, tako dejansko mi je bilo kar interesantno. Pogovorimo se malo okoli cen, pogovorimo se malo okoli fleksibilnosti, kakšna je situacija. In tako dosti cool vse izpade, dosti so fleksibilni, mislim, lahko greš tako v ful drage zadeve, lahko greš v neke normalne zadeve, tako da smo bili pač
ni tako zelo drago, kakor smo mislili, da bo drago. In potem je prišel vikend in vračava se midva do stare kuče, tam ful navdušena, vse se hočemo zmeniti z tem menedžerjem, midva mu poveva, kako pač moji bojo prišli iz Slovenije, jaz sem blogerka, vse to bo posnet, ful navdušeno mu razlagava vse te stvari in on nama, pa veš kako mislim, to je zdaj, vidva ima ta maj naslednji let, pa to mi ne vemo, kakšne cene bomo do takrat imeli, verjetno jih bomo še malo dvignili na te cene, ki jih zdaj že imamo, pa jaz vama to niti ne morem rezervirati za takrat, zato ker to je ful preveč vnaprej, pa ne bom niti rezervacije vzel za takrat, ker vam ne morem garantirati cene. Pa pol so bile še neke nefleksibilnosti okoli pijače, kaj se lahko streže, kaj se ne streže. Ta menedžer nam je pustil en tak slab priokus in potem je rekel, cene vam bom pa na mail poslal, zato ker nam zdaj printer ne dela. Tako resno, en teden vnaprej smo se ti najavili, pa nismo mogli najti cajta, da greš tam k sosedom sprintati nekaj. V redu je, dobro. In potem 2 dni kasneje midva dobiva cene. In te cene so bile 2-krat do 3-krat večje od vseh ostalih cen kjerkoli v Podgorici. Sorry, ampak s takim odnosom. Bila je neka promo ponudba, ki bi prišla v poštev pri nama, ampak sva na koncu rekla, tudi če bi midva uspela dobiti to promo ponudbo za naslednje let v maju, bi meni najbolj grenek priokus pustil, da bi se pol na dan poroke ali pa en teden pred poroko, da bi bila neka stvar, glede katere oni ne bi bili fleksibilni, ali je to, ne vem, potek, kako bi šla poroka, ali bi bilo to neka, ne vem, kdaj torta pride, veš, ena malenkost, zaradi katere ti lahko nefleksibilen gazda pokvari celo poroko. In enostavno sem rekla, ne hvala. Zbrali bomo nekaj drugega. In potem sva rekla, kjer vse opcije še imamo. Do tega trenutka sva šla pogledat 4 različne dvorane in potem sva rekla, dajva pogledat še vse ostalo, kar je v Podgorici, pa da ima približno neko teraso. Šla sva pogledat Hilton hotel, ki je imel ful tamno dvorano, pa interesantno teraso, tako da bi to šlo, ampak Hilton je imel seveda cene ka Hilton, pa še zmeraj je bil cenejši od stare kuče. Potem sva šla pogledat hotel Podgorica, ki je bil tudi zelo lepo sred narave, ima pa sicer ene 2 take, smešne terase. Terase imajo zelo specifično obliko in bi potem mogli goste na pol deliti, ker imamo mi dosti gostov in bi jih mogli na pol deliti na 2 terase, kar nama ful ni bilo všeč, ker res hočva pač, da so vsi na enem kupu. Ta zadnja stvar, ki sva šla pogledat, je bil Salaš 23 in oni so isto renovirali eno terasico, ampak ta terasica je dosti majhna, pa ne bi mogli biti vsi vzuni, tako da bi naredili pol, naprimer, ne vem, sam ceremonijo vzuni, pa moraš imeti pol pač oltar za ceremonijo, pa vse stole vzuni, dodatne stole vzuni, pa pol, da ljudje grejo noter, pa noter je, v glavnem tako logistično je bilo malo problematično, tako da, če bi šla na neko budget varianto, bi verjetno kaj takega vzela. Verjetno vas zanima, zakaj sva se na koncu odločila. Na koncu sva zbirala med Imanje Knjaz in Plavnico. Zdaj, v Imanju Knjaz sem se jaz zaljubila v tisto ta veliko teraso. Tam, ko so račke, tam, ko so rože, tam, ko je zelenje. Iz nekega razloga me spominja na arboretum, jer je tam tako voda mim teče in vse to. In sem rekla, to bi pa šlo. Tudi z budžetom bi šlo, je bila cena čist okej. Edini problem je bil, da če hočemo tisto teraso, ker s teraso skupaj pride tudi ista dvorana na isti strani, če hočemo ta veliko teraso, moramo vzeti tudi ta veliko dvorano. Midva sva planirala, da povabiva nekje 250 ljudi, od tega realno bi jih prišlo verjetno nekih 230. Oni so zahtevali, da je na poroki za rezervacijo ta velike dvorane 270 ljudi prisotnih. In zdaj sva midva razmišljala, a hočva pač random ljudi povabljati samo zato, da zapolneva kvoto. Veliko mojih verjetno tudi ne bo prišlo, zaradi tega, ker pač moraš priti v Črnogoro, a ne. Tako da že tle je bil en velik if, eno veliko vprašanje. In pa sva rekla pač,
kako bi to, kaj bi to, na kakšen način. In pa sva razmišljala, da bi doplačala za teh 50 ljudi, in to je na koncu izpadel dodaten strošek nekih 1000 evrov. Sva pola rekla pismo, a bi doplačevala, ali kaj bi, ali kako bi. In se je Miloš odločil, da bo naredil standardno črnogorsko stvar in probal uhvatiti vezo. In potem mi pač razlagamo vsem to našo zgodbo, kako nam je ful všeč Imanje Knjaz, ampak da zahtevajo, da je dosti več ljudi. In potem se nama javi kolega, ki pa pozna sina od lastnika Imanja Knjaz in prav, da ga jaz vprašam za to situacijo. In on vpraša za 15. maj, toliko pa toliko ljudi, ali bi bila opcija, da bi oni dobili ta veliko teraso z pripadajočo ta veliko dvorano, v primeru, da imajo samo 230 ljudi. In 24 ur kasneje mi dobimo odgovor, da lahko se dogovorimo tako, ampak prosim, ne bo na koncu 150 ljudi. Tako sem rekla, ful dober, ne bo, pač 230 jih bo sigurno, zato ker je že pač Miloševe rodobine toliko, da se bo zapolnilo to brez problema. In pa danes, dobesedno danes, zdaj, ko to snemam, sva šla rezervirati Imanje Knjaz, ta veliko teraso, kjer bova imela poroko. In ful sem srečna. Tako da izvoli še malo posnetkov, kako to izgleda. To je to od lokacije, zdaj moramo iti pa naprej na muziko, dekoracijo, mojo obleko, hair, make-up, vse te zadeve. In vse to bom seveda lepo zapakirala v videe v tej seriji o poroki. Hej, Tjaša iz montaže tle. Zaradi trenutne situacije, ki se ni kaj prav dosti izboljšala od lanskega leta, smo se odločili poroko prestaviti na maj 2022. Tako da ja, ta lokacija bo še malo počakala. Lepo se imejte, pa se gledamo spet kmalu. Čau!